pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Po dolgem cajtu sva nazaj, za vas ne toliko dolg časa, ker sva midva si vzela čas in sva takrat decembra že posnela. Ja. Dejansko sva ugotovila, da pol leta že nisva snemala. Čeprav ne izgleda tako, ampak dejansko. Midva sva zaključila s tem snemanjem v bistvu decembra, zaradi tega, ker je bilo nemogoče snemati dele pol leta. Res je. Zakaj pa? Jaz najprej bi rekel takole, da se moramo upravičiti letu 2019 in vsem drugim letom, za katerim smo rekli, da so najslabša, ker poglej 2020. To, kar se dogaja, kot da je Ben Jumanji igral iz letošnjim letom. Hecne zadeve sem. Ja, je res. Mogla sva, tako da bi današnjo dajo, sem tako rekel, da kaj se v pol leta, kaj se kaj dogaja ali pa tako naprej, ne? Pravilno. Midva sva zaključila s snemanjem decembra in sva takrat posnela malo morje filmčkov. Nekih vdaj, in zaradi tega, da so ven hodili lepo. In tudi zaradi tega so določeni deli, ki Matic prav vmes, da je včeraj bil v Ljubljani. Jaz smo avtobusi, ki niso vozili. Namen je nekako bil, da bi že prej mogla snemati, ampak lih zaradi te korone se je pač vse skupaj malo zavleklo. Midva smo mislila, da bomo marca začela, pa je bila pa korona, pa je pač zdaj šele. Tako da, Kaj če? Ko je? Tako je prišlo. Torej, kaj? Bil je december in bil je nov let. In Matic je šel, jaz sem mu pomahal v slovo in on je šel služiti kruh v tujino. Tako je. Zato nisem mogla snimati nekaj cajta. Zaradi tega sva tudi toliko jih posnela, da sva lahko to naredila za vas, da so še zmer prihajali filmčki ven. Tako da to kot tem. Zdaj pa peva na leto 2020, ki se je začel. Ti si še delal, je bilo super in pol kar naenkrat iz noč pride iz ene Kitajske. Ampak ne toliko zgodi, še prej se je nekaj drugega zgodilo. V februarju. Kaj pa se je v februarju? Prešernov dan? Mislim. Kaj? Nekdo je spet... No dobro, jaz sem tako nasplošno, jaz sem drugič postal očka. Bravo! To, vidiš? To je to. 19. februar je bil ta dan, ki smo pičili drugega sina tako dobil. Če smem povedati, pa to bo tako ful smešen. Mislim, da je bilo 2 dni potem, ko je Katarina rodila, so zaprli zaradi korone, nisi smel biti več zraven. Se pravi, še lih jaz sem še lih ujel, ampak ti moraš vedeti, da jaz tisti dan, ko je Katarina rodila, sem imel jaz 39 ročine. Tako da če bi bilo to... Nisem vedel. Pa vas sploh ne smel biti. Pač to je bilo tako res... Sam jaz takrat sploh nisem, takrat pač ni bilo uradno korone in jaz realno takrat sploh nisem vedel, kva so simptomi korone, mene to sploh ni nekaj zanimalo, ker je bilo tako... to je bilo tako, še en mesec je do tega, da je uradno ratala korona, in pač meni je bilo tako, pač vročino imam, pač ni bilo glih kul, malo mi je bilo tako slabo, ampak je bilo kar slaba. Ker tako zdaj nazaj pomislim, jaz sem bil tam tako z 39 vročine, čez 2 dni pa noben človek ni smel sploh noter, pa če je bil zdrav, tako da, pač bil sem res, da sam 2 dni sem imel vročino, ali 3 dni, ampak pač... sem zapil vse, pa še imel. Pa nisem glih toliko, glih zaradi tega, ker sem se malo slabo počutil, tako da sem bil bolj na easy. Pa za te drugega tudi realno ne moreš toliko zapiti, pač kdorkoli največ, ki ima 2, ve, da za te drugega težko, zaradi tega, ker moraš ta prvega merkati, moraš ta prvega dati spat, moraš ta prvemu zrihtati stvari, tvoje itak v porodnišnici in nekako teži, ka za ta prvega, ki greš, pa se ga lahko pač saj pri meni je bilo tako, ne vem kako je pri ostalih. No, v glavnem, pol je korona prišla, pa ne per.
Jaz sem bil 14 dni na očetovskemu, pa sem šel pa za 5 dni na šiht, pa je bilo pa epidemija, tako da sem bil pol. Meni je v bistvu korona ful prav prišla, pač vse se mogoče slabo sliši, ampak pač glede na to, koliko so nekateri ljudi bili bogi, pa to iz tega vidika, ne? Ja. Ampak pač meni je pa prav prišlo, jaz sem bil, moja je lih rodila, jaz sem za 5 dni šel v službo, pa sem bil pa 2 meseca doma in sem bil lahko z otrokom, ker bi itak bil skozi 24/7, itak noter, ker sem mogel zatamal ga in itak ne bi hodil ven, ko ali pa ko. Tako da potem... Jaz sem, kada sem dobil džabe 2 meseca dopusta. Ja. Čak si pa delal doma, ne? Sem pa delal, pač tako je bilo, mi smo delali en teden, vsak je imel en teden telefon in je pač... Je to komplicirano, kar se tiče tega, ker ne moreš najbrž... Mislim, čisto odvisen, če si nek klicen center, ki to znaš, ok, jaz pa ne znam prek telefona nekaj, mi je bilo pa ful glupo, folk klicati, ja, a veš, ne vem, ti ga pokličeš človeka in pač mu tam neki sred ene epidemije prodajaš neke telefone. Ja. Mislim, lažje mi je pač tam sem v poslovalnici tist, ki hoče, pride do mene, kup telefon. Mislim, pride s načinom, da bo kupil, ne pa da ga jaz usiljujem, da kup ta telefon. To je meni pač to ful... No, mislim tako, pač jaz ne maram takih ljudi, da sem pa jaz tist, ki moram to početi. In je tako malo, mislim, veliko raj sem tam, pa prodajam, kar da sem klicen center. Tako da, pač, ja, verjamem pa, da nekdo, ki pa raj nima rad stika z ljudmi, je pa raj na telefonu, pa pač, kakorkoli, pač razumem obe strani, tako da, pač moraš biti tak človek. Ste na nov prenovili nekaj, med tem cajtom? Ne pred, je bilo že pred korono. No, vidiš, mi ni bilo. Tako. Ja. Pa sem jaz že domov prišel. Ja, pa se nismo mogli sploh videti. Pa se niti videti nismo mogli. Ja. Jaz sem bil 2 tedna zaprt, kako bi rekel, samoizolacija. Ker ni mi bilo treba v karanteno, ampak bil sem pač samoizolacija. Vmes sem iz Lego kockam sem se igral. Malo sem televizijo gledal. Ti bom pokazal tak žerjav. Ful lepo. Škoda, da ga nisem sem dal. Ja, lahko bi bil tle. Kaj smo ti kaj počeli? Ja, jaz sem imel toliko dela, jaz nisem imel cajta, da bi mi bilo dolg čas, ker pač če imaš 2 otroka, ne obstaja beseda dolg čas. No, glavnem ta korona, čuden je bilo. En tip je pojedel netopedjo juho in zdaj ima pol sveta, nima službe. Kjera primerjava? Ja, dejansko je tako, če pogledaš, a ne? Ja, je res. Ja. Pa ne sam korona, so se vse druge stvari vmes dogajale. Še kaj tazga. Pa je pa prišel maj in moj rojsten dan in smo se lahko mi videli. Ja. Pol konc maja je bil en let, odkar sem v Španiji bil. Ja. Pa prehodil. Ja, in zdaj pa že zdaj. Zdaj pa že pa juni. Zdaj pa že mi snemamo. Zdaj smo pa tle. Tako da, ja, veliko stvari se je naredilo, kljub temu, da so prihajali petkovi ekstremi. Nisva nič aktualnih tem obdelali. Tako da sva zato, zdaj, še to mi povej, pričakuješ drugi val? Ja, menda da bo, ne, tako da ga. Ampak upam, da sem kaj bolj pripravljen, kaj pa ti? Jaz tudi pa upam, da spet 2 meseca doma, bo toplej in to je to, pač tiste enkrat na teden gremo v štacuno in to je to. In je zadeva zaključena. Meni je bilo kulno, res. Meni ni bilo nič hudega. Res mi ni bilo nič hudega. Pač, ker sem bil doma. Tako pač čist tlej. Bi šel še enkrat od začetka to, tako da... Pač, ja, verjamem. Ne, ja, pač, kapel, stol. Bilo je lih ta prav cajt je prišla. Za tvoje, ki je lih moja rodila, jaz sem bil še vedno zraven, tako da se je kar poklopal, pa lepo sem bil pol doma, pa cool. Ja. Še kaj tacga? Nič, to je to. Bova snemala zdaj, probala s polno paro jet naprej, pa zdaj mi bil še manj cajta, ker imam 2, ampak bomo nekako najdeti cajt, pa bomo to posnemali. Ja. Tako da, s tem
bova zaključila današnjo oddajo. Ja, to je to. Pa lep petek in se vidimo, ko se zagledamo. Ja, res je, pozabil sem že to stvar. Ja. Adijo, čau.